Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici. V okviru cikla Matica pod zvezdami, v katerem predstavljamo povezavo med slovensko znanostjo, stroko in seveda tudi leposlovjem in knjigo, ki o tem govori. Danes sicer ne bomo imeli priložnosti predstaviti knjige, pa vas vabimo, da boste to prišli pogledati čez nekaj mesecev, ko bo zagotovo izšla. Govorili pa bomo o Edvardu Ravnikarju, arhitektu, profesorju, katerega 30-letnico smrti obeležujemo letos in prav zato je Vlada Republike Slovenije letošnje leto razglasila za Ravnikarjevo leto. V okviru tega dogodka bomo imeli tudi na Matici nekaj pomembnih trenutkov, eden takih, pravzaprav svečani vstop v to spominjanje je današnje predavanje. Predavanje profesorja Aleša Vodopivca na temo Arhitektura ni estetska izmišljotina. Ker sem prepričana, da seveda lahko naš današnji eminentni gost veliko več pove o Edvardu Ravnikarju in arhitekturi, ga vabim k besedi. Izvolite. Če so prijatelji, bližji, no. Lepa hvala za povabilo. Hvala vsem, ki ste prišli. Lep pozdrav. Jaz moram reči, da sem zelo prostodušno sprejel to vabilo. Not me je potunkala spoštovana arhitektka Majda Kregar, ki je pripravila to knjigo, da ne bo s tem tudi to knjigo. Ona je pripravila knjigo Ravnikarjevih skicah in misli, tako da ne bo nesporazuma. In tudi ta naslov, to je Ravnikarjev citat. Meni je bilo rečeno, da me naslov, pa še nisem vedel prav dobro, kaj bom predal, pa sem izvedel njegov citat, ki se mi zdel, da je zelo zanimivo za naslov tega prispevka. Hoče reči, zelo prostodušno sem to vabilo sprejel, ko sem pa premišljal, kaj naj pravzaprav povem, sem bil pa kar v težavah. A veste, človek te intelektualne širine, kot je Ravnikar bil, in predvsem enega izjemnega obsega aktivnosti na raznih področjih, 60 let je bil aktiven pravzaprav. To predstavlja 3/4 ure, so mi rekli, maksimalno eno slabo uro, je praktično nemogoče. In sem bil res v največji zagati, še toliko bolj, ker na fakulteti, kjer običajno sem predal zadnje 30 let, nekako le pričakuješ, kaj ljudje, ki poslušajo, ali pa študenti od temi že vejo, kaj ne poznajo. Tu pa pravzaprav nisem vedel, komu bom pripovedoval o Ravnikarju. Tako da, jaz sem se na koncu odločil, da bom sam par projektov njegovih omenil, par njegovih pač anekdot, ki sem jih sam v stiku z njim doživel, bolj kot ilustracijo tega, kako ga jaz vidim. To sigurno ne bo nek objektiven prikaz, tako da v marsičem bom moral tudi kaj poenostaviti, to morate vzeti v zakup, in tudi zelo subjektiven prikaz bo. To je moj izbor, tisto, kar mene ta hip, moram reči, kar človek se razpreminja, v njegovem delu zanima, ali pa se mi zdi najbolj zanimivo. In po drugi strani, ali pa ob tem, sem se tudi sprašal, kakšen smisel ima, da vam pripovedujem o stvarih, ki jih dnevno srečujete v Ljubljani. Tako da sem izbral tudi malo te projekte, ki so do neke mere saj v širši javnosti manj znani. Zdaj, pejmo k stvari, da ne bo predolgo, Ravnikar je res že takoj po vojni, veste, že v drugi polovici 40-ih let je postavljena osrednjih osebnosti arhitekture in modernizma ne samo v Sloveniji, ampak v celi Jugoslaviji. Jaz mislim predvsem po zaslugi izjemnih natečajnih uspehov. V Beogradu, na primer, je v 2-3 letih
štiri velike, take zelo prestižne naloge, državniške projekte v Novem Beogradu, ne, vključno s hotelom Jugoslavije, no, sedežem partije in tako naprej, je dobil pozisi, pri enem je dobil prvo nagrado, pri drugem je dobil drugo nagrado, pa prva ni bila podeljena, kar pomeni, da je bil tudi najvišje uvrščen projekt. Pri tretjem je dobil drugo nagrado in pri četrtem je dobil tretjo nagrado. Skratka, v 2 letih, ne, kot pravim. Ob tem, ne, so že njegova zgodna dela kazala neko zelo samosvoje razumevanje modernizma, ne, kjer se je družbo, rečemo, univerzalno z lokalnim, tradicionalno z modernim, ne, kar je bilo tudi en odklon od tega, kar je bilo splošno razumljeno kot modernizem, tako v svetu, kot v jugoslovanskem prostoru takrat. In tretje je njegova publicistična dejavnost. Se je tudi začela zelo zgodaj, skratka je začel objavljati prispevke in bil s tem prisoten v celem jugoslovanskem prostoru. Zdaj, on ni bil sam najvidnejši arhitekt, ne, o tem je tudi ta težava ga predstaviti, ne, ampak je bil poleg tega tudi pionir modernega urbanizma, pravimo temu. Ne. A veste, naprimer, to je ena najbolj znanih njegovih skic, tudi razstavljena je bila na tej razstavi v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku pred nekaj leti, ne, v MoMI se to, veste, bila na razstava jugoslovanske arhitekture, je bila tudi ta skica. In to je bil prikaz ambienta Nove Gorice. Ne. Kot veste, je takrat Gorica postala na italijanski strani in to je tak političen projekt, zgraditeno mesto, lepo, moderno mesto, kot so rekli dobesedno, ki naj bi sijalo preko meje. In več arhitektov je naredil neke predloge in on je bil sprejet, njegov predlog je bil sprejet. In to je en prikaz tega modernističnega mesta, ne, polnega optimizma in napredka. Ne. To je tudi večkrat študentov moment, kar se mi zdi zelo pomemben vidik ali pa, kako bi človek rekel, tudi težava naše stroke. Ne. Namreč, v teh letih, to je bilo konec 40-ih, 50-ih let, pa tudi če, ko sem jaz študiral v 70-ih letih, je bila arhitektura med najuglednejšimi poklici, med 5 najuglednejšimi poklici, poleg zdravnika, učitelja, odvetnika, mislim pa nekaj še. Danes se skoraj kjer ne najdete več med 100. In o tem se ne pogovarjamo, ne v strokovnih krogih, ne na fakulteti, pa zares smo sami arhitekti, to je moja za najbolj krivi. Ampak, pojmo nazaj, jaz mislim, da ta slika res izžareva tisto optimizem in progresivnost, ta njegov prikaz, ki ga je modernizem nosil s seboj, sporočilo, da gradi boljši svet za vse, ne samo za tiste, ki so najbolj bogati. To je bila hrbtenica tega projekta, pravzaprav 80 metrov široka avenija, kjer je promet pravzaprav manjši del tega, ne. Večji del je pa ta 4-vrstni drevored, kot vidite, in potem ta odprti prostor, javni prostor, ne, kjer se ljudje v Mediteranu zadržujejo, predvsem na prostem, kjer se družijo, kjer so terase, trgi, vodne površine in tako naprej. No. Ampak on je bil človek stalnega dvoma. Ne. In jaz se spomnim, ki je že, po mojem, enkrat v 70-ih letih, ko je začel o tem govoriti, da Ljubljana leta 2000 ne bo taka, kot jo rišemo urbanistične načrte, ampak taka, kot jo bomo zgradili vsako posamezno stavbo. Kar pomeni, da istočasno, ko je bil pionir urbanizma, je dvomil o moči urbanizma, kaj je pravzaprav urbanizem lahko v prostoru doseže. Ne. In je ta opaska njegova, pa ta misel, ne, pa skrb, je pravzaprav blizu tudi Plečnikovskemu razumevanju Ljubljane. Mi govorimo o Plečnikovi Ljubljani, pa on pravzaprav ni naredil urbanističnega načrta Ljubljane. On se ukvarja z nekim intervencijam, povezovati stavbno tkivo z arhitekturnim intervencijam, ne, in na ta način gradil mesto. Zdaj, poleg tega, ne, je absolutno on tudi pionir slovenskega oblikovanja in tu ga je zanimalo vse, veste, od knjižne opreme, plakatov, o tem vsem je pisal tudi, ne, kot tu vidimo, naprej, to je bilo na razstavi v Slovenci njegovega rojstva v galeriji Richarda Japoka, tukaj če smo pripravljeni razstavo, kjer se vidijo to je bil en zgoden poskus sestavljivih stolov, ne, tako na ta način, kad danes v trgovinah kupujemo pohištvo, da ga pa sami doma sestavimo. Za tisti čas je bilo to absolutna novost. In leta 1969 je po naročilu, zdaj spet ne vaja, bila to zbornica gospodarska ali pa ministrstvo za gospodarstvo, so ga prosili, pa mu naročili, da naredijo na študijo, kaj je oblikovanje, teoretične osnove. In on je napisal študijo, ki je sam imenoval dizajn.
In zanimivo je, da je to ostalo leta 1969. To je ostalo v rokopisu do leta 2017, ko so to odkrili ljudje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Barbara Predan, ki se ukvarja tam tudi s teorijo, je ta tekst odkrila in rekla, da je to zame epohalno odkritje, ne? Ker je s tem še bil postavljen temelj oblikovanja. Tudi zadnjič o tem, tudi tam je spremno besedo napisala, uredila to knjigo je izdala, tako da imamo zdaj to v knjižni obliki. Ampak hočem reči, da ta oddelek za oblikovanje na Akademiji, ne, je pravzaprav zamisel njegovih diplomantov. To so bili Mehtix, Peter Skalar, Bruman, Ranko Novak in tako naprej, samo znana imena. To so bili vse njegovi diplomanti, tako kot urbanisti. Na urbanizmu, Urbanistični inštitut, Ljubljanski urbanistični zavod, to so večinoma te figure, Braco Mušič, ki vse poznate ta imena, no? Jernejc, urbanisti, vse so bili njegovi diplomanti. Ne? In poleg tega ta izjemna publicistična dejavnost. Ne? Jaz sem pri Matici pred 15 leti pripravil predlog, da smo izdali zbornik njegovih tekstov in on ima čez 200 naslovov. Kje boste danes najbolj profesorje arhitekture, ki se ukvarja s projektiranjem, pa ima 200 člankov napisanih, ne? Raznih, vse teme, ki so ga zaposlevale. Obenem je bil iniciator, da je začela izhajati revija Arhitekt, svetovna revija, ki jo je nekaj časa tudi urejal, predvsem pa stalno pisal, pravzaprav skoraj vsako številko. On je poudarjal pomen tudi, da komuniciramo s širšo javnostjo, ker on je trdil, da arhitektura je eksistencialna potreba vsakoga, tako kot je hrana, zrak, ne? In da pravzaprav moramo ljudem pokazati, da jim stroka lahko pomaga. Ne? In zato je smatram, da je izjemno pomembno ne pisati samo strokovna glasila, ampak pisati v kakršnekoli medije ali pa biti prisotni v medijih, ki so namenjeni širši javnosti. In zato je prišlo do tega, mislim, da je bilo to tudi na njegovo inicijativo, da so imeli naši razgledi stalno kolumno v arhitekturi, ne? Kar tudi pozabljamo, danes pač je to nesreča, tazga časopisa in tako nimamo več. Ampak tam je on pisal, predvsem pa te njegovi pišoči študenti, ki jih je pa on tudi spodbujal k pisanju. Tudi mene spodbujal k pisanju. Ne? In takrat nas je bilo kar nekaj, kar smo lahko, jaz sem končal študij ne s projektom, ampak s tekstom, kar je bilo kar nekaj desetletij potem, ko se je on umaknil šole, ali pa so ga kar umaknili, kar povemo dobesedno, no? Potem ni bilo možno več diplomirati s tekstom, smo naredili korak nazaj. Ne? In poleg tega je pa še bil izjemno aktivno v šoli. Janez Lajovec, arhitekt, je pred leti v enem tekstu zapisal, da je pravzaprav on meni, da je Ravnikarjeva največja ambicija, da pravzaprav šola. Kar je bilo zame malo presenetljivo, predvsem kar je zgradil, pa predvsem te, kar sem do zdaj omenil, ampak absolutno je bil v šoli, se mi njemu zdela, da je pedagoško delo izjemnega pomena. Takrat, ko je delal, v času, ko sem jaz študiral, je bil Trg Republike, danes pravimo, takrat je bil to Trg Revolucije. To je bilo največje delo v Sloveniji sploh. Ne. On je bil vsak dan dvakrat na šoli. Ni bilo dneva, da ga ne bi bilo. Ne. In večinoma tudi soboto nedeljo, kadar smo spet delali kakšne tečaje, bilo to jasno. In to je bil njegov način življenja. Delati praktično dan na dan, brez počitnic, sobote, nedelje in to od jutra do večera. Ampak delo je zanj pomenil dnevno biti na šoli, dnevno projektirati, dnevno slikati, to je še zadnja aktivnost, ki je manj znana, mislim zadnja, ta njegova zasebna, ki je pač zdaj v lasti dedičev in tega manj poznamo, ne? In dnevniki. Poleg tega je še dnevnike pisal, to je cel kup enih dnevnikov, ne? Res nekaj zvezkov, mislim, moje 15, 20, kaj pa ve. Jaz nažalost nisem mogel vseh prebrati, ampak to branje je izjemno zanimivo, ker on ni pisal dnevnike tako, da bi pisal, kaj se mu je po dnevu dogaja, ampak da je pravzaprav pisal o tem, kaj je razmišljal čez dan, kaj je bilo tisto, kar je bral, ne stalno bral, ne? To je znano, ne? Kamorkoli je šel imel knjigo s seboj. Ne? In to, njegov interes je res segal, veste, prvič ne, na vsa področja umetnosti, poleg tega pa zgodovina, arheologija, filozofija, skratka družboslovje, vsega je zanimalo. No? Zato jaz pravim, kako če starega človeka predstaviti v 3/4 ure. Zdaj, jaz bi saj par reči, vendar da rekel, glede na to, da vem, da tle niste, ali pa saj predpostavljam, da niste sami arhitekti, kar je manj znano. Znano je, da je bil Plečnikov študent, prednji je Plečnik, šel v Plečniku, je bil 3 leta na Dunaju, mislim, da se ne motim, da je bil 3 leta
upisan na tehniki in on si je sam kasneje tudi to besedno očital, da je šel na Dunaj, ker pravi, da je to zgubljen čas. Da je bila tista šola tako slaba, da je bila neprimerljiva s Plečnikovo. Ker je prišel pa v ljubljansko šolo, pa se je prepisal, so mu nekaj priznali, mislim, da 2 leti, in pa se je prepisal v Plečniku in pravi, da to je bilo neprimerljivo boljši študij za enega bodočega arhitekta. Pri Plečniku je zelo hitro postal očitno en najbolj spoštovanih študentov, tudi strani mentorja, Plečnika samega, zato ga je on pa povabil, zato tudi ta slika tu, da ko je končal študij po diplomi, je dobre 2 leta, skoraj 3 leta je delal pri Plečniku, kot je sam rekel, kot risar, pri Narodni galeriji, pri Nuku. Dobro, razrasta se ob zgodbi v Moderni galeriji, ampak o tem ne bi govoril. Zanimivo je, da ga je ta zanimanje za likovno umetnost, za slikarstvo, ki pa so za moderno umetnost, ga je napeljalo tudi na to, da je pač šel potem leta 1939 v Pariz, v Corbusierju, delal tam nekaj mesecev in se pa zaradi bližajoče vojne, mislim, da je bilo to septembra, oktobra 1939 se je pol vrnil v Ljubljano, vse ni pomembno. Zanimivo je, da kljub temu, da je bil tako kratek čas pri Corbusierju, si tudi tam predolgo neverjetno ugled. In zato kažem to risbo, to je ena anekdota, ki sem jo jaz doživel. Da ko sem študiral, sem si sposodil te znane Evre Komplet, to so pač, kako bi človek rekel, kompletna dela Corbusierja, mislim, da je v 8 zvezdnih, to je stalno izhaja, ko poide, je nova izdaja narejena, v Švici to tiskajo. In not je objavljen tudi ta projekt, ki ga je on risal, to je njegova perspektiva, Ravnikarjeva perspektiva. In to je en na redkih risb v vseh 8 zvezkih, ki ni podpisana z inicialkom Corbusierja. Zato, ker je Corbusier smatral, da je toliko osebna, Corbusier je itak zelo cenil ljudi, ki so prihajali s Plečnikove šole, ampak prav ta risba se mu očitno zdela toliko osebna, da enostavno ni tega, kljub temu, da je objavljena v vseh knjigah kot Corbusierjevo delo in tudi Ravnikar pravi, da je Corbusierjevo delo, ampak na nek način mu je izkazal spoštovanje s tem, da svojih inicialk ni dal. In če greste v tehnično knjižnico, tam sem si sposodil to zbirko, Ravnikar je pa s penkalom pripisal, risal ER, tako da je še vedno ta dokument tam. Jaz sem pozabil še to reči, pri njegovem udejstvovanju z likovno umetnostjo je približno 2 leti učil tudi na akademiji, takrat je pa še za likovno umetnost, brez odlikovanja. Mislim, da je bilo to leta 1950, če se prav spomnim, pa 1940, ni tako pomembno. In tam so po 2 letih to ukinili. Zaradi tega, ker razlaga, ki sem jo jaz dobil od ljudi, mogoče pa se vi to drugače videli, gospod Jenčan, je na ta, da je pravzaprav bil toliko revolucionarni in toliko so bila ta predavanja sugestivna, očitno za mlade študente, takrat, ko je meni to pripovedoval Marjan Tršar. Marjan Tršar, ki je bil kasneje profesor na akademiji, da so bila to za absolutno najbolj zanimiva predavanja v celem študiju. In da te bolj tradicionalno usmerjeni profesori enostavno tega niso prenesli in so po 2 letih ukinili predavanje. Isto se mu je zgodilo na naši šoli. Ko je bil predstojnik na študiju arhitekture, je zasnoval novo obliko študija, imenovala se je B-smer, ki je bila zelo zanimiva, po mojem bi bila res ena sodobna šola za arhitekturo. Če bi na tem nadaljevali, ampak enako kot na akademiji se mu je tudi ta zgodil na arhitekturi, da po 2 letih je bil ukinjen, ker je večina profesorjev bila proti, enostavno je bilo po moje zanje to preveč, kako bi šlo, preveč zahtevno. Letos je Ravnikarjevo leto, to je bilo omenjeno v začetku. Jaz mislim, da je to prvič za celo našo stroko neke vrste, lahko rečemo, uspeh, priznanje, že to, da je bilo Plečnikovo leto. Ampak moram reči, da tudi te predstave so danes napačne. Že v času, pa še nisem 100 let star, naprimer v 80-ih letih, Žale so bile 13 let zaprte za javnost, potem so bile prenovljene. Veste, Plečnik ni bil tako spoštovan, kot je danes. Je padel popolno nemilost, zares. In tudi Ravnikar je to večkrat omenil, kako so pisali v Žalah, so bile zgrajene, koliko enih polemik je bilo, zmerjanja, nekaj podobnega, kot se je žal kasneje tudi Ravnikar je vzgoril. No pa hočem reči, če je danes Plečnik že ne samo pri nas, ampak tudi v svetu priznan, ali pa kot se v Sloveniji tako običajno dogaja, da najprej človeka v svetu priznajo, pa tudi v Sloveniji
končno vidimo, da je to nekaj vredno. Ne. Podobno je tudi z Ravnikarjem, ne, da do zdaj pravzaprav ni bil zadosti spoštovanja, zato jaz mislim, da to, da je Ravnikarjeva leto, je to velika zasluga in sem pravzaprav na nek način zelo cenim, da je vlada to odločitev sprejela. No. To je sigurno priznanje njegovemu delu, s tem pa posredno tudi moderne arhitekture. Veste, ker moderna arhitektura pa je tudi v javnosti še vedno razmeroma slabo sprejeta, velik del javnosti je odklanjen. In tukaj jaz mislim, da je velik paradoks, da pravzaprav Ravnikar sploh ni tipičen predstavnik modernistične arhitekture. Saj ne tiste modernistične arhitekture internacionalnega značaja, o kateri ponavadi govorimo, ne? Kadar govorimo o modernistični arhitekturi. Da je on absolutno zbravni ali pa absolutno človek, ki je odklanil ta internacionalni značaj arhitekture. Podobno, kot je to prej že tudi Plečnik, na sorodni način. Tako da jaz mislim, da ga lahko razumemo kot utemeljitelja ene posebne slovenske veje modernizma, ki je tudi v jugoslovanskem prostoru postala res izjemno pomembna. In to bi vam rad danes na nek način malo pokazal, zakaj je šlo, kje so te momenti v Ravnikarjevi arhitekturi, ki so tudi zanj pomenili, da je dobeno popolnoma posebno mesto v jugoslovanski arhitekturi, kar smo mi sami doživljali, predvsem tam v 70-ih letih, ko smo se več družili v drugih republikah. So bili te, rečemo, jugoslovanski modernistični arhitekti, pa sta bila pa dve osebnosti, Bogdanović pa Ravnikar, ki nista bila v tem, rečemo, ešalonu ostalih, ampak sta vsak zase stala kot dve popolnoma samostojni figuri. Jaz mislim, da osnovni nesporazum v zvezi z modernizmom pa Ravnikarjem je ta, da modernizem pa moderno razumemo kot rojstvo novega, ne pa kot restauracijo nečesa, nekaj, kar je zraslo na ruševinah. To je zanimiva karikatura francoskega avtorja, ki kaže pravzaprav, kakšno je splošno razumevanje modernizma. Ena izhodiščna dilema, ali mora modernizem res rušiti zato, da bi lahko gradil nov svet. A mora res pozabiti vsa tista znanja, modrosti, vrednote, ki so se nabrale v preteklih stoletjih, zaradi vseh teh možnosti, ki jih je prinesla industrijska revolucija in tako naprej, skratka, prelom iz 19. do 20. stoletja. In to je bilo res eno zelo prelomno obdobje. Morda ena takih najbolj znanih slik tega je ta znamenit plan Voisin Corbusierja. Zdaj, še enkrat pravim, kolegi seveda to poznate, ampak jaz mislim, da je zelo pomemben za razumeti to drugo stran, ko bi jo potem pokazal Ravnikarjevo. To je 5 kvadratnih kilometrov centra Pariza, tukaj gospod imate Lille, ta otok, na katerem stoji Notre-Damska cerkev. Kje so te nebotičniki? To je 5 kvadratnih kilometrov, ki jih je on predlagal, da jih zrušijo popolnoma. To je ta območje, kjer je tudi Pompidoujev center, tako naprej. Skratka, res srce Pariza bi lahko rekel. On je verjel, da bi s tem zgradili spet Pariz kot popolnoma pomembno ali pa najpomembnejšo tudi administrativno prestolnico svetovnega formata. S temi nebotičniki, ki jih je te zgradil, pa rečeno, porušil vse historično tkivo, on je rekel, z izjemo spomenikov in cerkva. Ker je rekel, spomeniki so spomeniki prav zato, ker so revolucionarni. In to je tisto, kar lahko obdržimo. In zdaj sta dva citata, ta Ravnikarjev je sicer kasnejši, ampak on pravi, da je Corbusier revolucionar, zanika, podira, kaže nova pota in se obnaša sploh kot prerok. Kljub občudovanju Ravnikarjemu, tega ni skrival, ne občudoval Corbusierja, ampak vendar je imel te zadržke, ki jih je v tej opombi zapisal. Ampak po drugi strani, če zdaj to primerjate s tem njegovim razmišljanjem, ki je pa v tem drugem citatu, veste, da je tradicija pravzaprav ti ne pomeni nekaj sterilnega vztrajanja na nečem, kar je bilo, ampak pravzaprav nekaj, kar kaže smer v prihodnost. In on pravcov, kot vidimo, potrebno je priznanje tradicije nečesa, kar je bilo prej pogledano s svojim očesom. To je tisto, kar je zanj tako značilno in kar je značilno za njegovo razumevanje modernizma. In ta objekt,
se upravičujem parju kolegom, so bili zadnjič že na drugem srečanju, ko sem tudi to pravil, ampak mislim, da moram tudi to omeniti. Ta objekt je ta, ki najbolj značilno kaže ta dialog, njegov dialog modernega s tradicijo. Ne modernega, ki gradi na rušenju vsega prejšnjega, ampak modernosti, ki gradi na tistem, kar je v tradiciji pozitivnega in zanimivega. Ta stavba je bila dokončana leta 1960, zgrajena je bila v Kranju. To je, mi jo imenujemo dvoranska stavba občine Kranj. Original se je imenovala, takrat, ko je bila zgrajena, se je imenovala dvoranska stavba Okrajnega ljudskega odbora Kranj. In to je bilo res popolno presenečenje, takrat, ko je bila zgrajena. Absolutno, tako če hočete, za strokovno javnost, kot za širšo javnost. Tudi Ravnikar sam je kasneje zapisal svoje zapiske, ljudje so pričakovali zaboj. To je bila, kako rečemo, malo ironiziranje modernistične arhitekture, z ravnim strehom in tako naprej. In kdo od svetovnih arhitektov si je v tistem času, leta 60, upal narediti najpomembnejši objekt v mestnem središču s tako obsežno dvokapno streho, eno parafrazo dvokapne strehe ali pa transformacijo dvokapne strehe. To je res nekaj, kar je absolutno v nasprotju s temeljnim doktrinam modernizma. In kljub temu, da je stavba popolnoma moderna, če jo pogledate, ima te prvine tradicionalne arhitekture. In to se mi zdi tak zelo začetnih momentov iskanja tega kulturne specifike, če hočete, v arhitekturi. In to je sigurno nekaj, kar je že začinjeno za Plečnikovo delo. In v tem smislu lahko Ravnikarja vidimo kot nadaljevalca Plečnikovega izročila ali pa njegovih prizadevanj. Ravnikar je tudi večkrat poudaril, da nas je velika zasluga, da nas je Plečnik opozoril ali pa naučil cen domače kulturne vrednote in da je prioritiral arhitekturo na jug, ker prej je bila pod vplivom nemško govorečega sveta, večinoma, nekaj pa šlo tudi dobro iz Prage, pa tako naprej, večina pa nas gradbincev so bili vendarle iz tega dela nemško govorečega sveta. In Plečnik ni bil naiven, ni verjel to, da bo odkril slovenski slog. Je pa govoril o izrazu arhitekture, ki je primeren za naš prostor. In to je znan en pogovor, ki sta ga imela z Izidorjem Cankarjem, ki ga je sprašal, kaj si potem predstavlja, in Plečnik mu je odgovoril, ko greš v nemško mesto, takoj čutiš, da je nemsko. In je res, če greste v italijanska mesta, čutite, da so italijanska, so absolutno drugačna, kot so nemška mesta. In to je tisto, kar on prav, najti ta izraz arhitekture, ki je značilen za naš prostor. In te mislim, da gre pravzaprav za sintezo, vsaj v Ravnikarjevem delu, za sintezo dvojega. Po eno strani trajno veljavo klasične arhitekture, kar je bilo tudi v modernizmu, vsaj v tem militantnem delu modernizma, popolnoma prepovedan. Vsi klasicizmi so se smatrali za historicizme, ne odgovarjajo zahtevam časa, nekaj, kar je anahronost, o tem se ne govori več. Po drugi strani je Ravnikar poudaril, da so vsi najboljši moderni arhitekti zares klasicisti. Ampak to ni razumljeno v slogovnem smislu, ampak kot disciplina. Veste, disciplina, ki pravzaprav temelji na konstrukcijski logiki. Vsa klasična arhitektura, vsi elementi, ki jih poznamo iz klasične arhitekture, stebrni redi, nosilci, timpanoni, loki, vse to so pravzaprav konstrukcijski elementi, členi, kako temu rečete, ki so po času dobivali neko simbolno vrednost. In zanj je zanimiva predvsem ta disciplina, ne slogovne posebnosti klasične arhitekture, ampak disciplina. In po drugi strani lepota in avtentičnost ljudskega stavbarstva, kot on temu pravi. To je ta konstrukcijska iskrenost, veste, nekaj, kar je iz pomanjkanja izhaja pravzaprav, ali pa iz tistega, kar ti okolje omogoča, neka racionalnost in elementarnost, ki je on občudoval v ljudski arhitekturi. In rekel, ali pa opazil in opozarjal na to, da je pravzaprav to tisto, kar nagovarja tudi, pa kar je izjemno blizu idejam pa idealom modernistične arhitekture in moderne arhitekture. Zdaj, meni je tudi zelo zanimiv, moram reči, ker on je stalno pisal, veste, se da njegove projekte zelo razumeti tudi skozi tekste, ki jih je v tistem času pisal.
Ker pravzaprav se vidi, da tisto, kar ga je miselno okupirali pri projektiranju, je pa se znašali, pa seveda našli svoje mesto tudi v njegovem razmišljanju in skozi to v njegovih člankih. Ne. In tako je prav v času, ko je ta hiša nastajala, ki je po mojem res tako revolucionarnega pomena, ne samo za slovensko, ampak za jugoslovansko arhitekturo. Ne. S tem je res slovenska arhitektura, kot se že prej rekel, da je bil onen na posebnost v jugoslovanskem prostoru, je bila tudi skozi vsa desetletja, ko je bil on tudi na šoli najbolj vplivna osebnost, je bila slovenska arhitektura v jugoslovanskem prostoru skozi nekaj posebnega. In kljub temu, da se zagrebški in beogradski šoli za arhitekturo starejši od ljubljanskih, imate vi še danes v tem bivšem jugoslovanskem prostoru, v bivših republikah, mlade ljudi, ki prihajajo v Ljubljano študirati, ker je imela največji ogled ta šola v jugoslovanskem prostoru. Seveda, delno zahvaljujoč Plečniku, pa še seveda v naslednjih letih po vojni, po desetletjih po vojni pa Ravnikarju. No in kot prav, ko je to hišo osnoval, je napisal 2 članka, ki sta šla v tujini, seveda z velikim ambicijam predstav slovensko arhitekturo in zanimivo, da v njih govori predvsem o ljudski arhitekturi. Zelo malo pravzaprav o moderni arhitekturi in predvsem o velikem vplivu Corbusiera na moderno jugoslovansko arhitekturo. To ni bil samo slovenska arhitektura. In to je spet en zanimiv paradoks, ne? Da pri Corbusierju študirali 17 arhitektov, jugoslovanskih. 10 od tega so bili Slovenci, 7 od njih Plečnikove študente, 3 še drugod. V 10 je bilo iz Ljubljane, 5 iz Hrvaške in 2 iz Srbije. Ampak zares imamo korbizijanske, tako zvane korbizijanske modernistične arhitekture, dosti več po drugih republikah kot v Sloveniji. To je ta paradoks kot pravni. Zahvaljujoč prav Ravnikarju, ker on je tudi v teh člankih trdil, da je tudi pri nas ta arhitektura Corbusiera ima velik vpliv, to vidimo, če greste v Zagreb, Beograd, vidite, to je naprimer ena slika iz Zagreba, na dobra arhitektura, jaz tega ne kritiziram. Ampak to je ta tako zvana korbizijanska arhitektura, te dolgi, veliki objekti, kot neki prekooceanske ladje, dvigneni na stebrez, te horizontalnimi, dolgimi odprtinami in ravnimi strehami, kot pravim. To je bilo tako značilno. In tega v Sloveniji skoraj nimate. Imate Mihevčev ta blok, tamle Kozovci, in to je pravzaprav skoraj edin primer tovrstne arhitekture. Medtem, kad tega je pa drugod dost, in on je rekel, da je veliko tega pa vendarle slabo prilagojenega našim razmeram, togega in tako naprej. Je imel eno kritično distanco do takega dobesednega prenašanja Corbusierovega znanja. In drugo, kar se mu je zdaj zelo pomembno v teh člankih izpostavil, je ta pot na Orient, ki je Corbusier naredil, to je naslov znana tudi knjiga, pa je šla, se kolegi to poznajo, kot prav, potovanje na Orient. Se malo verjetno vidite, kako je. On je šel čez Balkan, v Turčijo, Grčijo in pa se je vračal Corbusier, čez Italijo domov. In on je s črkami označil 3 vrste stavb, ki jih je gledal na te poti. Je industrija, to vidite sam par črke gor v italijanskem prostoru, pa mislim, da še bolj severno. Pa nekaj, ki je cej, to je kultura, po njegovem mnenju, to je bilo mišljeno te spomeniki, v Grčiji, pa Sinanove arhitekture v Turčiji. Vse ostalo je pa F je pa folklora. In vidite, da večina poti je pravzaprav Corbusiera zanimala ljudska arhitektura, ker je verjel, da bo skozi ljudsko arhitekturo, študij ljudske arhitekture, lahko v prostoru ustvarimo nekaj, kar je res avtentično za tisti prostor, kar je zraslo skozi neko empirijo tega ljudskega znanja in grajenja. In to je tudi za Ravnikarja izjemno pomembno spoznanje bilo. Tako da to poudarja pomen tega in pa je tudi sam. Jaz bi vam zdaj na tej hiši na hitro rad pokazal, kaj to pomeni. V tej eni stavbi. Po eni strani vidimo, v tej moderni konstrukciji stavba je verjetno vsakmu ni treba, da arhitekt je očitno moderna stavba, absolutno, ampak vidimo te sledi ljudskega stavbarstva. Kot prav vidimo to ogromno šotorasto dvokapno streho, sodobno interpretacijo tega. Po drugi strani vidimo, kar je v nasprotju z modernimi načeli, kljub temu, da je glavni korpus stavbe dvignen, vidite, da stranske stene, stranska zidova stojita trdno na tleh, tako kot je pri tradicionalni arhitekturi. Obenem je značilno, kot on sam prav, uporaba domačih materialov, enostavna organizacija prostora in nam prav neka taka zadržana, skromna svečarnost.
Po drugi strani, kaj pa tu klasične arhitekture? Če to malo pogledate skozi priprte oči, to parafraza antičnega templa. Vse, kar vidite na tej stavbi, kar ni steklo, je pravzaprav konstrukcija te stavbe. In to je ta klasična disciplina. Pravzaprav konstrukcijska logika narekuje izraz stavbe. Ne? To, kar smo v zgodovini arhitekture videli, kot se prej rekel, skozi vse te elemente, ki jih tudi v historicizmih vidite. Ne? In zdaj, če to pogledate stavbo med gradbo, se mi zdi ta slika zelo zgovorna. Ko je bil končan beton, je bila pravzaprav fasada narejena. Vidite, tam še vložite not polnila in to je izraz te stavbe. Ne? Tako da imate eno tako izjemno izvirno interpretacijo, ali hočem reči kombinacijo, kot pravim, z ene strani ljudskega slovarstva, z druge strani klasičnih načel arhitekture. Eni dolgi previsi, ki jih v moderni arhitekturi ni, ravnih streh, dolgi na pušči, ali je to še meni na stara leta, ko sem se še srečevala, sem v stiku z njim do zadnjih dni, pravzaprav je to tolikrat rekel, koliko desetletij sem rabo, da sem razumel, kako je v tej klimi pomemben napušč, ki zaščiti fasade in tako naprej. Izjemno duhovito, da je streha izgibana, kad vidite. Tisti, ki se pač ne spoznate arhitekturo, to je zato, da je sama po sebi toga, da ne rabi umestnih podpor. Tako da je podprta samo tako, kot na tej sliki vidimo na zadnji, te stranskih strani, pa vmes temi dve vrprov nosilci, ki gre sta skozi in skozi. Obenem je pa, kot vidimo iz te strehe, vidite, da je obešen strop na dvorani. Namreč v prvem nadstropju so 3 dvorane. In ideja je bila, ne vem, če da to tudi zahteva investitor, ampak da pravzaprav se morajo te dvorane lahko deliti ali pa združevati ali kakorkoli. No? In zato jih je obesil stropa, iz strehe je obesil strop teh dvoran, tako da vmes ni treba mnenje podpore. Ampak zdaj, če to spet malo pogledamo, malo bolj abstraktno, vidite, da je to ena izjemno zanimiva preinterpretacija klasične arhitekture, ali pa, če hočete, po drugi strani te ljudske. In tudi interjer v notranjosti so uporabljene, tako domači materiali, v spodnji v sprejemni dvorani kamen, ampak jaz ne bom vsega tega kazati, da ne štel detalje. In ta dvorana se mi zdi, žal je pohištvo zamenjena, to morate razumeti, to ni originalno. Na srečo so pa original ostale te stenske obloge, strop, ta drevesne strukture teh svetil, in je zanimiva res ena taka, tako kot tam pravi, ena taka skromna svečanost, pa po drugi strani domačnost, s tem, da je to les obleku, je ta prostor kljub temu, da je monumental pa svečan, je istočasno dosti prijazen in velikodušen, kakorkoli bi to mu rekel, da je eno tako domače vzdušje. In to vidimo te harmonikasta vrata, to se v sredi bila velika dvorana in z vsake strani imela te harmonikasta vrata, da se je dal razširiti vse skupaj en prostor ali pa. On je stalno govoril tudi, da je samo racionalizem pa funkcionalizem modernizma premalo in da si mora arhitektura najti zaveznika v likovni umetnosti. In to se predvsem vidi pri teh detaljih, kljub temu, da je prostor tako geometrijsko urejen, vsak prostor sam zase, v teh detaljih, kjer pa človek pride v neposreden stik z arhitekturo, kot so kljuke, sedežne pohištvo, ugrajeno in tako naprej, se pa pojavijo te mehke forme, organske forme, ki bi ne bi bile prijazne, seveda tudi za ta taktilen odnos. In tu je iskal neke paralele, naprimer, to je Plečnikova kljuka v tej stavbi, danes je ustavno sodišče. Zdaj, jaz imam sicer pripravljenega več materijala, ampak bom skrajšal, se ni tako zelo pomembno. Mogoče samo opomnim, da to ni samo v tem projektu prisotno. Desetletja kasneje nastalo, pa dobro, 10 let pa bliže kasneje, v 60-ih letih se je začel, v 70-ih se je končal, veste, ta kompleks Ferentovega vrta, ki je bil takrat tudi, danes ga gledamo kot samo po sebi odmeven, takrat je bil pa to velik korak v stanovanjski arhitekturi. In je njegova kritika modernizma, veste, teh modernističnih linearnih blokov, ki so bili seveda zelo, kako bi človek rekel, ena racionalna rešitev stanovanjskega vprašanja, ali pa so pripomogli k temu. Linearni so bili zaradi žerjavne proge, po drugi strani zaradi teh idealov, da so dvorišča neprezračene in tako naprej. In tu vidimo en drugačen poizkus, kako vendarle spoštovati historično zazidavo, logiko robne zazidave, notranjega dvorišča, ki je poljavno, kvalitete tega razlikovanja popolnoma javnega cestnega, uličnega prostora, pa poljavnega notranjega prostora, ki je pa lahko ozelenjen.
Skratka, vse to, kar je modernizem pravzaprav zanikal, to že vidimo. In tudi takrat so to imenovali, da je to, kako se že rekel, blok grič, kako so v teh strokovnem glasilih, so to zelo objavljali. In to je bilo, danes imamo te arhitekture veliko. Ko je bilo pa Ferentov vrtograd, je bilo pa to je bil prvi tak zelo radikalen korak. Ker pravim, res poskusiti spet spoštovati historično tkivo, pa sem poskušal kljub temu, da so tako velik objekt približati. In če greste danes na grad, pa pogledajte dol, pa primerjajte Šumi, pa Ferentov vrt, pa boste videli pod veliko razliko. Enega tkiva, ki se približa historičnemu, in druga, ki je agresivna, tako kot so te turistične preko oceanke, ki zapeljajo v Benetke. In po drugi strani ta njegova stalno, a veste, zanimanje za arheologijo. In kjerkoli so izkopavali še od tja. Pa lahko je zdaj eno zanimiva anekdota, vse bo zelo kratka. Ko sem ne študiral, so Vegovo ulico kopali. Ja, on je hodil tja, mislim, da je gospa Presličarjeva takrat vodila tiste izkopavanja, če se prav spomnim. In tudi so bili vsi začudeni, kako je v tem delu gor proti Napoleonovem spomeniku antika ni bila ni zgodaj kot globok, kot so pričakovali arheologi. In on jim je povedal, da je zares Plečnik teren porezal, zato da bi se videl obelisk Napoleonov iz zvezde. Arheologi jaz tega niso poznali. In res, če pogledate te stavbe, ki so nasproti Luka, preko Vegove ulice, imajo vse stopnice do vhodnih vrat. Zaradi tega, ker je Plečnik toliko znigežil teren, da je ta krivina, ki je bila pač nekdanji teren, da je izravnal, da so se te pogledi odprli. Hoče reči, to ga je stalno zanima. In tle, vzhodni del Ferentovega vrta je bil narejen zadnji prav zaradi tega, ker so bila tle arheološka izkopavanja, to je bil nekdanji forum, antični forum, in on je pač razmišljal, kako to stavbo postavil, da bi čim več tega pričevanja ohranil. In to je za tisti čas izjemno revolucionarni konstrukcijski objekt. Objekt stoji na teh 6 stebrih, temnih tlekih, ki jih vidite, teh dolgih slopih, bi lahko rekel. In pa zaradi take konstrukcija navzgor, zato da je na nivoju galerije, to je nivo antične Emone, da bi čim manj poškodoval te ostaline, ki jih tle vidite, predvsem rotundo. In ta rotunda je tisto, kar je ta val, ki ga mogoče malo zdo od laikov, prav kaj zdaj to za eno izmišljotina. To je pravzaprav nek spomin na to rotundo, ki je v tem, nekaka njegova hipotetična interpretacija, ki je na tem mestu stala. In na koncu imate v tem še ta stebr, ki stoji s čimer je markiral nekdanjo rojstno hišo Plečnika, človeka, ki ga je tudi neizmerno spoštoval. Jaz sem vam mislil pokazati pravzaprav še na koncu še rab, ampak gledamo pa sam slike skozi. Za tistih par laikov, ki ne poznate, se mi zdi en najlepših projektov. Prej vam pa mogoče sam še 2 sliki pokažem, zato ker če veste, kdaj je na izletu Begunija, pa na Gorenjsk, pejte to pogledati, kaj vam bom zdaj pokazal. To je spomenik palcem v Dragi. On je naredil približno 20 spomeniških kompleksov po osvoboditvi, niti enega kako bi rekel, pričanje herojstva zmagovalcev, ali kako bi to rekel, poveličevanje, ampak vsi so pravzaprav spomin na talce, na žrtve. Vseh 20, brez izjeme. To je zanimivo, da je Bogdanović isto. V letošnjem letu spomladi še študente pelil Bogdanović ekipe, se prav bal, kako bojo mladi leto sprejeli, pa so bili navdušeni. Podobno, imamo Paravnikarjo in to se meni zdi en najpoetičnejših del slovenske modernistične arhitekture. Zato pravim, če ste kdaj v bližini Begun, zavijte še 2 kilometra po poti v tej dolino Drage in boste prišli do tega majhnega kompleksa, ki je pa tako lepo arhitekturni poseg položen na krajino, ker se krajina in arhitekturni poseg prepletata na tako izjemno poetično zgodbo, kot pravim. En tak meditativni prostor, daleč od tega, kar so bili spomeniki drugi svetovni vojni, se veste, te veliki monumentalni spomeniki. In tle not boste med temi kamni videli pa tudi en spomenik, ampak spomenik je bil dodan kasneje. On nikjer ni hotel imeti figure, zato ker ni hotel simbolov direktnih. On je hotel, da ostanejo brez vsake ideološke konotacije, da se vsemu temu odpove, da ostane res naravni
absolutne kontemplacije, nekega osebnega doživljanja enega prostora. In je bil zato proti spomenikom. In posod, ker boste videli spomenike v okviru njegovih projektov, ali pa skoraj posodno, je bilo to dodan kasneje. Brez njegovega, ne da bi ga sprašvali za mnenje. Zdaj pa sem še, v 2 minutah vam pokažem še Rab Kampor, ki je pa po mojem tudi mogoče manj znan zaradi tega, ker je pač na Hrvaškem. To je bil en projekt, vse veste, italijansko koncentracijsko taborišče na Rabu. Samo 1 leto je trajalo, internirancov je bilo med 9 in 11 tisoč, točne številke nikoli ne bomo vedeli, cene so različne, mrtvih je bilo skoraj 1500 v enem letu. Tako da Berlusconi pri letu hotel to relativizirati, da italijanska koncentracijska taborišča so bila kaj boljša kot nemška vprašanje. Zdaj so bili zaprti predvsem Slovenci, Hrvatje in v zadnjem mesecu so prihajali tudi Židje, Judje, ki so bili pa zaščiteni. V italijanskih taboriščih so imeli boljši status kot Hrvati in Slovenci. No in Zveza borcev je v 10-letnici hotel narediti eno kostnico tam, en spomenik. In so povabili Ravnikarja, da naredi en predlog. In on je decembra 1943 leta, da je Italija kapitulirala, 10-letnica leta 1953, da bi to zgradili, to kostnico. Decembra 1952 so imeli ta sestanek z njim in on je predlagal, da ne naredijo kostnice, ampak da ne naredijo memorialni kompleks. In to je to, kar imamo danes tam na Kamporju, če greste kdaj narad, pejte to pogled. Mislim, to je po mojem res, jaz sem pel par svetovnih arhitektov, pa zgodovinarjev, vsi so bili zaprepaščeni, so to videli. Nekaj zelo ganljivega v arhitekturi. In tudi tle stoji, ne grede, ko boste prišli, stoji na tem vogalu, tle stoji ena figura, tega borca. To so pripeljali leta kasneje iz Raba. Ta je stal v središču Raba, pa so ga kasneje predstavili sem. Tako da nima zveze z Ravnikarjevim projektom. In Ravnikar je na mestu nekdanjega tega improviziranega pokopališča, če lahko sploh rečem, tam so te žrtve pokopave brez vsakih seveda normalnih grobov, je naredil ta prostor, ki je po eni strani pokopališče, po drugi strani memorialni kompleks, ali kako temu rečete, en spomenik. Ni ta monumentalna kostnica, ampak pripravim spet en tak prostor enega sprehoda skozi pokrajino, ene kontemplacije, ene take poti. In on je predvsem, to je narejen seveda z lokalnega kamna, in on se je predstavljal, da ta kontrast, da veste, to arhitekturi nas vedno to zanima, svetloba, senca, kontrast, in ta bel kamen, horizont plavga, horizont morja na konc, to je na začetku, to so res zgodnji posnetki, ko vegetacija še ni prerasla. Je bil pogled iz te vzhodne ploščadi preko celega prostora dol v zaliv, ta Kamporski zaliv, plav morje. In on se je predstavljal, da bo to kasneje preraslo in bo iz tega nastal gaj. Mogoče sem še 2-3 besede okoli tega. To vidite, na levo je vhod. Ima vhodno ploščad, potem to glavno svečano, ali kakor temu rečete, sprevodno alejo, ki gre skozi do tega ploščadi, za razne komemoracije, prireditve, z najvišjim obeliskom, ki je 12 metrov visok. In ob tem so pa te terase, ker teren se bolj spušča z grobovi, so v teh linijah. Spet neka asociacija seveda na barake v teh taboriščih. In to se pa nadaljuje in edina zgradba na konc, ta lok, kot eno simbol zavetja, to je on imenoval muzej. No, na tem, kot pravim, se to še vidi ta pregled in potem je res to počas preraslo, tako kot je on pričakoval kaj. Zdaj, če naredimo ta hiter sprehod skozi, najprej že vrata vhod. Po mojem najlepši del tistega časa in tako obrtni izdelek, kako to imenovan detalj enega vhoda. Prve rešitve, ki je bila žična ograja. On je hotel narediti eno metaforo tega taborišča, ki je bilo ograjeno z tem žičnimi ograjami. Pa se je skazalo, da je zaradi trajnosti morda to neprimerno in pa je uporabil bakreno pločevino. In zato, da bi postala toga, jo je zarezal in zagibal in s tem dobil ta lep motiv, ki spet lovi svetlobo, senco, to igro se preko dneva spreminja. Ko stopite skozi ta vrata, stopite na to ploščad, ki je manj dvignjena na teren, ker teren pada dol, z 2 stebri, en stebr je Slovencem, drug Hrvatom, tudi z gibom, z grbom in pa v sred vidite kot ena žara in se odpre pogled navzdol.
To zdaj ni tisti monumentalen vhod, zdaj pojmo pa naravno z vami te žare po stopnicah, ampak je tako kot je v antiki, ne, kot greste na Propilejo, Atenah, če hočete gor do Akropole. A veste, da je treba zdaj z zamikom se zamakne ta pot in pa po stopnicah navzdol, ob tem ena klop, ki je spet ena taka modernistična, kako bi človek rekel, izpeljanka neke arhaične forme, če hočete. No in potem ta glavna sprevodna pot, ne, ki pelje dol ob teh trakovih, ne, teh, ker pravim, otisenih barak, pa po drug stran so na vsaki, vidite, so pa te take elipse, ne, na katerih so napisane imena teh žrtv. Ne. In ta srednja pot je istočasno kanal, ne, je tudi vidite, da je narejena s temi rebri, nakazuje to gibanje skozi prostor, ne, se zdaj vedno arhitekturi. Veste, da je začetnik kubizma tudi pri nas in abstrakcije, ne. To je zanimivo, da če berete te Brejca pa tako naprej, vidite, da se abstrakcija pa kubizem se v slikarstvu začel pojavljati so kasneje, kad je on to uporabljal v arhitekturi. Če v arhitekturi je abstrakcija že iste, ne bi šel predaleč na te detajle. Ampak istočasno je pa pot pa tudi ta kanal, ne, veste, kar je v primorskih mestih je to težava erozije, ne, zemeljske, ne, in on je pač naredil to tudi kot kanal za odvodnavanje deževnice, ne, sprehod skozi ta prostor, ki nas vod pa, kot pravim, ne, te, kot taboriščne barake s temi, kljub temu ima pa vsak svoje ime, ne. No in tam, ko se ta pot zalomi, nizko naravnost, se pojavi ta visoko obelisk, ne, ob tej ploščadi, ki je pa zanimiv, mogoče sam še to povem, no, ki je zanimiv potem, da je narejen na arhaičen način, na antičen način, no, seveda moderniziran, to je vse narejen brez betona, sestavljeni kamni, samo s svincom, nespojeni, in zato, da to togost pri tej vitkosti izdrži, si je dovolj skozi vertikalno napeljati kable, ne, ki so jeklene vrvi, ki so pa gor zategnjene in to so tisti čepi na vrh, ki so v enem spod tudi pomagajo k temu, da odvodnavanju zgornjega dela. Tako da kjer na celem območju ne boste naredili betona. No to je, na primer, tudi zelo lep napis, jaz mislim čisto tipografsko, ampak ta detajl tega spoja med dvema, vidite, tisti utor v ta žleb, ne, kako žlebiču v tem kamnu, je pravzaprav ena historična forma, ne, ki nakazuje, kako so antiki dvigovali stebre. To je tak spomin, no. Jaz ne vem, če so tle to uporabljali, verjetno ne, ampak da je to res samo hotel pokazati eno brezčasnost arhitekture. Veste, da to ni arhitektura, ki je izraz prav neke politične ideologije tistega časa, ampak neka arhitektura, ki ne bi res ostala brezčasna. In mislim, da bo je to 100% uspelo. Tudi dostop do tega muzeja, kot je on imenoval, tega zavetja, je tak skozi meander, teh nižjih zidov je treba vstopati, tako da ni izpostavljeno, kot en prostor intime, če hočete. Ki pa spet je na ta tradicionalni način, da ima te rebra, ki so konstrukcijski elementi, kot vidite, poudarjene, in vmes so kamnita polnila. In spojen spet samo z svinčenimi spoji, prečno so pa spet te jeklene vrvi, ki to držijo statičnost. Nazor je pa konstrukcija duhovita, bi človek rekel, pa inventivna, ki pa, to je William Curtis, zelo znan, mednarodno znan arhitekturni zgodovinar, sem ga jaz tudi tja pelil in je bil čist prevzet od tega projekta. On je pa najdel paralele s tem šibeniško katedralo v 15. stoletju, ta svod je na ta način narejen, da so kamni brez, takrat seveda ni bilo teh sodobnih tehnik, za rebri in polomestnimi kamni. No in notranjost je seveda tak, vidite, svetloba prihaja od stranine, taka, že svetloba je obliva, to spodnjo stran teh lokov, in ustvarja tak občutek enega prostora miru, tišine, umika, ki je namenjen meditaciji. Na eni od sten je pač ta mozaik Marija Pregla z enim figuram, takim sestradanih iz teh taboriščnikov. Skratka, jaz mislim, da je to res en tak prostor, saj jaz ga doživljam, brezčasne arhitekturne dimenzije, ki se človeka dotaknejo, veste, na osebni ravni, na osebni način. Mogoče bi končal to s tem citatom, ki se mi zdi najlepših citatov, ki najlepši v smislu,
da pove pravzaprav to, kako je Ravnikar razumel zgodovino. Jaz sem ga ne bo bral, si ga vsi lahko sami preberete, no. To je ta T.S. Eliot napisal. Ne vem, če se Ravnikar kdaj ob ta citat obredno, to je čisto moja interpretacija, da je to blizu Ravnikarjevo razumevanju pomena zgodovine in preteklosti pa tradicije. Hvala lepa. Zdaj, če so kakšna vprašanja, lahko to skušam odgovoriti. Morda kakšno vprašanje, kot je povedal že profesor dr. Aleš Vodopivec. Mislim, da se je vprašanj v nas samih najbrž zastavilo kar nekaj. Mene bi zanima samo to, kaj je bila tista arhitektura, ki je bila vmes, pa nisi pač tistim, ki ne poznamo en tak kot en tempel. Tist ni bilo Ravnikarjevo, ne? To je bilo nekje... Eno Žajdov je bil... Kje je bil tist? Altes muzeum v Berlinu. V Berlinu. Točno, Altes muzeum. Ja, Schinkel. Ja, hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ni? Izvolite. Ne, jaz sem samo komentar. Izvrstno predavanje in zelo mi je žal, da ni več članov Matice prišlo poslušati, da ni več ljudi, ki se ukvarjajo s humanističnega področja, da je tu pač nekaj arhitektov, ki ne zanima, ampak mi je prav žal, ker mislim, da to predavanje pa bistveno več vredno kot samo za poslušanje, ker smo tukaj in mislim, da bi bilo to treba ali ponoviti, ker vsi pogrešamo, saj jaz osebno, veliki manko in veliki razpon med humanisti oziroma med ljudmi, med literati in likovniki. Tu je tak gap, taka razpoka, ki jo bo treba enkrat začeti urediti spravljati. Hvala. Hvala lepa. Morda kakšen komentar na to temo? Ne, mi dva zmeta se predobro poznala, ne bi to komentirala. Pa tudi je kako je. Samo to mogoče, da je obisk danes pravzaprav nadpovprečen predavanja v Matici in bilo je pa tudi posneto, kot mislim, da je bilo. Kot vsa druga predavanja in bo dostopno potem pač na tem kanalu na YouTube od Matice. Kar ni isto, ne? Kot smo že slišali, je prav Matica leta 2007 izdala zbornik esejev profesorja Edvarda Ravnikarja, ki ste ga vi uredili, Umetnost in arhitektura, kot seveda obliko dialoga med knjigo in arhitekturo in seveda tudi med humanistiko. Drži, kot je povedal profesor dr. Marko Uršič, da vse dogodke snemamo, tako da je kar nekaj ljudi, ki si jih potem tudi ogledajo na YouTube kanalu. Vsekakor je Matica poslala vabila na prek 700 naslovov, tako da takšen je danes čas. Ali pa takšen je duh časa, morda še bolje povedano. Vsekakor pa je zelo dragoceno, da je profesor dr. Aleš Vodopivec svoje predavanje zaključil s prikazom tega prostora spomina. Prav zato smo danes tu, ker se spominjamo profesorja Edvarda Ravnikarja in tudi njegovih izrednih del. Morda pa bo več o tej povezavi med arhitekturo in humanistiko, ki je jo on sam poosebljal, povedala gospa Majda Kregar, ki je tudi ureja knjigo, ki bo pod naslovom Vtisi in prinaša Ravnikarjeva razmišljanja in njegove skice
tudi upamo še letos izšla. Ja, še ena dejavnost Ravnikarjeva obstaja, o kateri se zelo malo ve. In to je njegovo risanje, slikanje, skiciranje in ta filozofska razmišljanje. To je bila polovica njegovega življenja. Poleg projektiranja, od česar se je zelo utrujal, ker vsi te družbeno-politični pritiski so ga sekirali mučali in se umikal od samo zelo velik, vse večere, vsaj jutra zgodaj, vstajal in pisal in risal. In s temi risbami je raziskoval v bistvu svoje opažanja, način življenja, vse, kar je bilo v glavi, je poskušal izraziti sliko in z mislijo zraven. Včasih je zraven slike napisana misel, včasih je pa tako posebej v celih zvezkih. In med štirjo sva to pred 2 leti začela iskati, zbirati, pripravljati. Sva preko Aleša Vodopivca, ki priporočil Slovensko matico, da smo se povezali in bojo oni za izdali to knjigo, imela bo 350 strani, tako da bo res zanimiva, veliko branja, veliko lepote. Boste videli, da je bil res izjemen umetnik Ravnikar in filozof, ne samo projektant, arhitekt. Ker teh par objektov, ki je naredil, je bilo res malo, glede na vso bogatstvo, ki ga je imel on v glavi in ki ga je želel zrealizirati. In na ta način bomo videli, kakšna pravzaprav osebnost je bila v kulturi slovenske Ravnikar, počasi. Saj to bo prva knjiga, ki bo obravnavala bolj vtise iz narave, o človeku, o opažanju okolja. Ta druga knjiga bi pa ne bila o arhitekturnih skicah, nerazmišljenih in urbanističnih. Tako da bo to en lep dokument, samo to je ogromno gradiva in ogromno dela. Zato bi to počasi, ampak vseeno bo. Tako da bo še se raziskovalo, lahko to delo pa veliko v bodočnosti, bojo še manjše generacije, verjetno, ko bi je ta material na razpolago, lahko ugotavljale, raziskovali brezkončnost te njegove misli. Aleš jih je sam par naštel, ko ste videli, kakšna množica, kakšen širok interes, kakšen kompleksen človek je to bil. Ker se danes sploh ne ve, ga vidiš kot enega projektanta z parimi objekti, je bil pa v resnici mislec in kultiviran človek, kakršnih je malo bilo takrat in danes sploh. No, malo za informacijo. To bo pa že pred novim letom, ne? Bomo probali izdati. Ja, delamo na tem, da bo seveda knjiga izšla pred novim letom, je še nekaj korektur, tudi prevodov, ker predvidevamo, da bo tudi dvojezična. Vsekakor pa verjamemo, da bo morda takrat ta povezava, ki jo je gospa Hočevar izpostavila, morda prišla še toliko bolj do izraza. Še kakšno vprašanje? Če ne, dovolite, da se iskreno zahvalim profesorju dr. Alešu Vodopivcu za to res imenitno predstavitev Ravnikarjevega dela in tudi njegove osebnosti, da vas povabim decembra, ko bo knjiga izšla ali pa morda na predstavitev v januarju, vsekakor pa tudi jutri, gospa Majda Kregar, na otvoritev razstave v Cankarjev dom, kjer bo tudi delček njegovega opusa, ki ga je skiciral razstavljene. Tako da morda se že jutri znova vidimo, če ne pa vsaj, ko bo knjiga profesorja Ravnikarja ugledala svojo luč. Tako da hvala lepa, da ste prišli, vabimo vas, da se še podružimo malce zunaj, kaj poklepetamo, kaj povprašamo, glede na to, da imamo seveda neizmerni vir znanja o Ravnikarjevem delu danes med nami. Hvala lepa.